pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Livi Sorum in dobrodošla pri meni Eva Cimbola. Živijo. Eva. Jaz sem zelo vesela, da je Eva danes naša gostja. Eva, tebe predvsem poznamo kot TV voditeljico, radijsko voditeljico, kot eno čudovito osebo, ampak ti si mnogo več kot to. Ukvarjaš se s hipnozo, z retoriko, s čim še? V prvi vrsti sem mama, ne boš verjela. To si me prehitela, to se hotela na koncu, ne? Ja, načeloma, kar se tiče tega nekega kariernega sveta, sem začela v medijih, radio, televizija. Potem sem se pa na neki točki odločila, da pa bi rada bila bolj obdana z ljudmi, v smislu, da jim pomagam na njihovi poti, zato ker sama vem, kako je od začetka težko, ko se tresajo roke, ko so roke potne, ko morda kakšno noč prej ne spimo zaradi treme in tako naprej. In ja, se mi zdi, da je zelo pomembno, da ljudi usmerimo, kako so lahko javni nastopi boljši, predvsem pa z manj te zoprne treme. Ja, pa meni se zdi tako, ok, javni nastopi, ampak tudi tako, imaš recimo razgovor za službo, prvi zmenek. Neko osebo, katero se mogoče bojiš, nekdo, ki ti je avtoriteta, pa je mogoče tisto straho spoštovanje, vsaj meni se je to parkrat zgodilo. Potem meni kamera pa to nobenega problema, ko me daš zraven nekoga, koga jaz zelo spoštujem. Ja, jaz vedno vsakemu, ki pride k meni, rečem, da je javni nastop v bistvu že pogovor v trgovini lahko, a ne? Recimo, velikokrat se nam lahko zgodi, da kupimo kakšno stvar, pa doma opazimo, da ima neko napako ali pa da je malo strgano in tako. In zdaj pomislimo, zdaj moram to nesti nazaj. In zdaj moram razložiti, da sem takšno to že kupil, da se to ni zgodilo doma. In že tukaj velikokrat pridemo do tega, da ljudje rečejo, saj bom zašil, pa bo v redu, a ne? Ker se ne želijo dajati v situacije, ko bo morda neprijetno, ampak sploh ni nujno, da je neprijetno. To je ta percepcija, kako v bistvu doživljamo te stvari, a ne? Meni je zanimivo, ko pravi, koliko je naša javna uprava takšna, drugačna, naše občine, uradi. Sem nekaj časa delala v odvetniški pisarni, nikoli nisem imela težave. Ampak tudi nikoli nisem klicala z neko miselnostjo, zdaj ne bom nič uredila, zdaj me bo nekdo dol vrgel, zdaj bo nekdo nesraven. Se mi zdi, da že s tem, če gremo mi z drugačno energijo, recimo, ko grem zobarju, me je strah, čeprav me ne boli, ampak je moja izkušnja občutno bolj traumatična. Kot komunikacijo, javni pravi. Ampak se mi zdi, že veliko naredimo s to svojo energijo. Marsikdaj tudi, ko recimo potujemo, pa včasih ljudem nerodno vprašati, kje je, ne vem, zdaj ta znamenitost, da grem lahko na stranišče in tako naprej. Tako da, tukaj ti v bistvu potem nam to pomagaš premagati, a ne? Ja, v bistvu, če sva čisto iskreni, veliko teh zadržkov izvira iz nesamozavesti. Ampak tukaj jaz vedno poudarjam, to ni ta samozavest, kako mi izgledamo. A ne? To je čisto drugo. Tako, a ne? Ta samozavest, ki pa je odločilna, ali imamo ta pogum v sebi, da bomo spregovorili, izhaja iz drugje, kot katero obleko imam na sebi, kakšno imam pričesko in tako naprej. In veliko na teh svetovanjih delamo prav na te samozavesti, zato ker se mi zdi, da včasih imajo ljudje ravno to, kar si rekla, že vnaprej prepričanje, ne bom nič rekla, ker sej me ne bo noben resno vzel, ali pa ne bojo me razumeli in tako naprej. Ko se pa določenih tehnik naučimo, ali pa ko se naučimo spremeniti razmišljanje o določeni situaciji, je pa vse veliko lažje. Recimo zdaj na tej točki ti bom dala en lep primer, ki ful lepo opisuje to, ko smo recimo zelo utrujeni. Recimo, da ima oseba A kakšne zdravstvene težave ali pa jih je imel v preteklosti. In zdaj mu gre morda malo že na bolje in je spet nazaj v pogonu, dela veliko in tako naprej. In pride petek, ko pride ta oseba domov in je slabe volje, koliko sem utrujena, kakšen teden, pa zdaj še vikend, pa hišo je treba pospraviti, pa vrt je treba. Se pravi, utrujenost je enako slaba volja. Popolnoma drugače bomo doživljali to utrujenost, če si bomo rekli, kako dobro, jaz sem utrujena. Jaz sem srečna in hvaležna, da sem utrujena, ker to pomeni, da sem že bolje in da že lahko delam. Ja, slišim telo, ki kriči po počitku, jutri še malo stisnem, pa počivam. Čisto vse, če rečemo, to je super, ali pa vsaj to je dobro, ali pa vsaj to mora biti za nekaj dobro.
je Ja. čisto drugo, kot če samo iščemo, kaj je slabo, kaj je narobe, analiziramo, sploh recimo za nazaj, recimo, da se je nek pogovor, neka situacija že zgodila, sem se nam to kdaj zgodi, seveda, čez 3 dni imamo to ideje, kaj se bi lahko Ponavadi rekli. že čez 1 uro, Tako, ne, ja. potem kličemo prijateljico, joj, zakaj nisem to rekla, pa to nisem rekla, Pa pa to bilo, pa drugo. Tako. Ali ne, ampak je včasih škoda pogrevati neko preteklost, namesto da bi se iz tega naučili. Ja. Se pravi, pri tebi lahko nekdo pride in na coaching, in delavnice imaš. Ja, jaz v bistvu delam delavnice za podjetja, se pravi podjetja, zdaj v zadnjem času zdravstveni domovi in tako. Super. Te delavnice so majčkeno drugačne, morda od tistih, ki jih jaz poznam, bom tako rekla. Zaradi tega, ker jaz najprej en dan preživim v podjetju. Izvrstno. Se pravi, jaz sem najprej v podjetju, med ljudmi, sem prisotna na kakšnem sestanku, poslušam telefonske klice, v primeru, če poslujejo s strankami, pogledam, poslušam, kakšna je dinamika tam, grem z njimi med pavzo, kdaj na kakšno kavo, ponavadi je to kje za kakšnim vogalom, se veš. Tam se stvari dogajajo. Tako, da slišim, koliko je mogoče tudi tega obrekovanja, kakšna je komunikacija med njimi, ko niso v delovnih prostorih in tako. In potem ponavadi z vodstvom na podlagi moje analize pripravimo delavnico, se pravi To je nek super. tak preplet. a ne. Jaz sem bila del večjega kolektiva in smo imeli delavnico o asertivni komunikaciji, sicer izvrstna delavnica, veliko sem odnesla, ampak vsekakor, če bi nekdo imel pogled v to, kaj kolektiv dejansko potrebuje, kakšno je poslovanje, je to zdaj, bi si izrekla zdravstveni domovi, to je nekaj čisto drugega, kot recimo, če ne vem, prodajaš kruh ali pa si avtomehanik. Tako. Se pravi, da je tudi ta sama neka dejavnost in pa ljudje, ki so tam, a ne, se ne moremo copy-paste na vse mislim, enako. asertivna komunikacija je pač, dajva reči, glavna stvar pri vseh teh delavnicah. a ne. Saj to je neko- Absolutno, se brez tega ne gre. Tako, Ja, to je neko tako, univerzal, tako. a ne? Ampak zdaj je pa zelo pomembno, ali v vašem kolektivu potrebujete usmeritve, recimo za sporočanje slabih novic, za kritiko, kako jo sprejeti, kako jo podati, ali potrebujete mogoče usmeritve, kako stranko komunicirati, recimo programerji so en tak lep primer. a ne. Z njimi, ko sem delala in še delam občasno, velikokrat pridejo do, ne bom rekla do konflikta, ampak se že neko trenje čuti v zraku, zato ker komunikacija prej ni bila v redu. a ne. In tukaj so lahko osnovne stvari, kot je povzeti stranko. a ne. Se pravi, če stranka nekaj govori in jo mi samo poslušamo in si recimo zraven kaj zapisujemo, je velika verjetnost, da bomo nek pomemben podatek, ki je stranki pomemben, ne pa tudi nam, Res je. izpustili. a ne. Če pa mi povzamemo stranko in rečemo, aha, torej, če vas jaz prav razumem, bi si vi želeli to in to in to in to. In če smo zdaj tukaj kje mečkan svalili, kot jaz rečem po domače, bo stranka rekla, ne, nisem to, aha, mogoče sem se narobe izrazila. In ste že en korak v tej verigi si prihranili, ker bi se zagotovo nekje kasneje zgodilo, da bi stranka rekla, a ja, zakaj ste pa zdaj to naredili, Ja, vse to jaz Sploh sploh nisem pa. hotla. Ja. Tako. a Pa ne. se mi zdi tudi v osebnih odnosih je dostikrat tako, tudi pri zaljubljenosti. Da si kakšne stvari razlagamo zelo. Je rekel, da imam lepe oči, poročila si mogoče čez 1 leto. Ja, komunikacija, zdaj moram ti povedati, jaz ko sem v bistvu v tem prostoru začela s temi svetovanji, je bilo od začetka res največ javnega nastopanja. Se pravi, ljudje so prišli k meni na svetovanje takšni, ki so ali vedeli, da bodo nekoč nekaj predavali, ali že predavajo. Vmes so bili to tudi mogoče kakšni takšni, ki so se zavedali, da so nastopili na novo funkcijo, pa bojo imeli pod sabo ljudi in je treba z njimi komunicirati. Vedno več pa se na svetovanje obračajo tudi takšni, ki bi radi s komunikacijo dosegali boljše odnose, pa ne samo v službi. In tukaj sem pa jaz definitivno v prvi vrsti tista, ki pa lahko rečem, da sem iz lastnih izkušenj zelo veliko lahko izhajala, ker tako kot pravijo, ne spreminjaj drugega, ne spremeni sebe, je temu res tako. No? In tukaj je res zelo velikokrat smo zdaj prišli na to, da ljudje, predvsem ženske, pač tukaj bom zdaj iskrena, bi rade imele drugačne odnose, pa zaradi svoje komunikacije ne pridejo ven iz tega. Ne? In potem tukaj jaz rečem, pa kako mu ti rečeš, da ti ni všeč, da je odnesel smeti? a ne? Surla vlečem, kaj pa je narobe, nič. Tako, ne, oziroma, Če ne veš, kaj a ti bom spet ja. nisi, ne, in tako naprej. Ja. Pa si mi obljubil, da boš, ne, in tako naprej, in tako naprej.
Jaz se doskrat tako pohecam tudi pri analizi odnosov v numerologiji. Ne? Pa če imamo različne načine komunikacije, različne načine izražanja čustev in tako naprej, ista beseda za mnoge ljudi lahko mnogo različnega pomeni. Ampak tudi to, recimo, ne? Ženske smo včasih take. Nekdo nam lepo reče, da mi mogoče zdaj le mir, da premislim. Ljubi srček, mucek, meni vse lahko poveš in potem, ko ta oseba čez 2 uri reče, mi daš prosim mir, Je že narobe. je že narobe. Tako da je tudi to sprejemanje informacij, ne samo dajanje informacij, se mi zdi ta ključen Oziroma, ki ga veliko krat spustimo, pa preverjanje, če se prav razumem. to. A ne, Ne, ta ker če mi nekdo reče, preverjanje. jaz rabim malo časa, je čisto fair vprašanje, je to zdaj 1 ura, 1 teden, 1 mesec, ker smo vsi ljudje različni, a ne? Ne pa neka naša ocena, minili je 5 minut. Ja, oziroma predvsem, da se ta, če temu rečemo kritika, ker takrat jo druga stran ponavadi vzame kot nima me rad, rabi čez stran od mene in tako naprej. Več in tako strahovi, ja. Tako, a ne. Takrat se mi zdi, da je zelo pomembno, da mi to kritiko, no se tukaj je zelo tudi lep preplet s poslovnim svetom, a ne. Nihče od nas se načeloma ne počuti dobro, ko dobi kritiko. Ampak to je kar neko pravilo, ki je nastalo, da je temu tako, a ne. Če mi dve že rečeva, da je kritika povratna informacija in da ni kritika, dava težo, mečkan stran tej besedi. A ne? Zdaj, če recimo jaz nekaj v službi ne opravim dovolj dobro, sem pa prepričana, da je to perfektno narejeno. In če zdaj moj šef to pogleda in reče in mi poda kritiko na konstruktiven način, a ne? Se pravi, da je spoštljiv, da me ne zaničuje in tako naprej, bo zdaj moja napaka, če bom jaz to vzela osebno, v smislu, on misli, da nisem sposobna, to nisem dosti dobro naredila, ojoj, kaj če me bo odpustil in tako naprej. Če temu rečemo kritika, pol je velika verjetnost, da se bomo tako počutili. Če pa jaz temu rečem, to je povratna informacija na ta projekt, ki sem ga mogla narediti in povratna informacija ni najboljša, ok, zakaj? In potem grem po alinejah, rekel je to, ja, se to imel prav, rekel je to, ja, ne, klele mu ne dam čist prav, ampak bom popravila. Klele, ne, kle se pa sploh ne strinjam z njim, a ne? In si pripravim te 3 točke, torej tukaj se strinjam, se upravičim, bomo izboljšali. Druga točka, delno se strinjam, mu bom argumentirala, zakaj je to tako. Tretja točka, se pa popolnoma nič ne strinjam z njim in imam pravico izraziti svoje mnenje. Tukaj je konstruktiven del. Ta pogovor nekoga, ki je mogoče zelo bel, nekoga, ki je zelo črn, da potem pridemo do njih neštetih odtenkov vsebine. Se mi zdi, marsikatera beseda ali pa koncept v osnovi jo mi dojemamo kot napad ali nekaj slabega ali nekaj nerazrešljivega, pa to je beseda karma. In se vedno trudim reči, karma je pravzaprav ponovna priložnost. Če rečemo, da smo nekoč nekaj zašuštrali, po domače povedano, evo, življenje nam je dalo še eno priložnost narediti boljše. Ni to dovolj? Ker mnogo ljudi pa reče, da moja karma, jaz nič ne morem. Pa da ta nič ne morem se... Odati se kar usodo, ne? Ja. Pa vidiš mogoče kakšne večje razlike med komunikacijo starejših generacij pa mogoče mlajših? Dobro. Dobro, odgovor si bomo zamislili kar sami. Ne, dobro vprašanje, veš, zakaj sem se nasmejala, zato ker ne opažam razlike samo pri starosti in tudi ne bi mogla zdaj kar potegniti črto, mlajši so pa tako. Stereotipno, tako. Opažam tudi velikokrat, da visok intelekt ne pomeni tudi visoke čustvene inteligence. Tudi ne vedno najboljše komunikacije, čeprav bi človek pričakoval, da nekdo, ki je intelekt in je prebral ogromno knjig in verjetno tudi kakšne osebne rasti in tako naprej, ni vedno nujno tako, a ne? So tudi vmes posamezniki, ki presenetijo, v smislu, jaz imam recimo na svetovanjih zdaj trenutno, govorim o tistih najmlajših, imam 2 mlada fanta. Ko bi prej človek rekel, bosta 2 mladi punci prišli. Ja, ampak so mladi fantje so izjemno odprti, samo se mi zdi, da je zelo pomembno, da se počutijo varni. Tako. In tudi zelo veliko mi pomeni, ko vidim, da se zaveda, zakaj to potrebuje in dela na tem, da bi bilo drugače. In potem, ko vidiš te majhne korake, jaz včasih rečem, jaz grem kdaj iz te pisarne ven tako nafilana za 2 meseca, ko vidim, da je nekomu tisti trenutek prišel in da dejansko vidi, ne samo da vidi razliko, ampak da jo čuti. To je tisto, kar je najpomembneje. In recimo pri meni na svetovanjih je ena stvar, ko vedno se sicer ne vidi, ampak tam je ogledalo, najprej vsakega postavim pred ogledalo. Z nalogo, da se 3 minute gleda v ogledalo. Koliko misliš, da jih dejansko zdrži 3 minute? Si mislim, da bolj malo. Ja.
Te vaje z ogledali, zelo smo tako naštivani, se mi zdi, vse bi downloadali z interneta, že pri afirmacijah, rad se imam, sprejemam se, marsikomu marsikaj pol vam potegne. Ja. Tako da je, se pravi, ta svetovanja, kljub temu, da je to kot nek coaching retorike, je res mnogo več. To se mi zdi pomembno poudariti. Ne sliši se coaching retorike in potem bi zdaj nekdo rekel, aha, se pravi nekdo, ki bo predaval v Cankarjevem domu, pa pravzaprav si vsak dan predavamo. Ja. Mislim, so vmes seveda tudi takšni primeri, absolutno. ampak vedno več je pa te bom rekla, te splošne komunikacije oziroma jaz rečem komunikacija za boljši jutri, no? Ker konec koncev to veliko ljudi, ko tukaj z mano konča in gre in za vsakega mi je hudo, kot da bi bil moj otrok v narekovajih, ampak vsak reče, jaz sem dobil ful več. Pa to ne zdaj, da sebe hvalim. Kdorkoli se s podobnimi stvarmi ukvarja, se verjetno velikokrat sploh ne zavedamo, kaj vse lahko posamezniku da. To je res, ker mnogokrat tudi ne dobimo. Si sama na istem. Jaz včasih isto, pa kdo pride nazaj čez 2-3 leta, prej, če sem si life čisto spremenila, vse tako. Parkrat se je že zgodilo, da je kdo prišel nazaj preko nič, te nisem zastopila, ko smo se pogovarjali, čudno si se mi zdela. Ampak pa sem začela malo študirati, pa pri meni tudi posnetek dobijo, pa mi je ta klikar naredil, in ta občutek, ko vidiš, da je nekomu znanje, ki si mu ga predal, pomagalo, tako je res neprecenljiv, vsaj ne, tako ga ni denarja in pohvale, ki bi to lahko nadomestil. Kaj pa če bi zdaj ti nam na hitro en coaching naredila, kaj bi bil glavni nasvet v komunikaciji? V komunikaciji bi najprej poudarila prvi vtis, ki se ga premalokrat daje v ospredje. V smislu, ne vem, če gledalci in poslušalci to vejo, ampak prvi vtis je 7 sekund. Kar pomeni, da je to zelo, zelo malo v resnici. Zdaj, če si predstavljava, da sva v pisarni in je tukaj polno ljudi. In če pridem dobro reči, živo je že. Tako, to ne pomeni, da če naredimo slab prvi vtis, da smo ga čisto zavozili in da bo vse šlo narobe. Ne, imamo še kakšen popravni izpit. Je pa res, da se moramo dvakrat bolj potruditi, da pridobimo publiko nazaj, kot bi jo lahko mogoče že s prvim vtisom. In jaz vsakemu, ki pride, rečem, ni bil dober prihod noter. Pejva še enkrat ven, pa še enkrat noter. Zakaj, kaj pa je? Ja, ne vem, tako turobno hodite po svetu. Nasmeški. Zdaj ne govorim o tem, da se moramo vsi umetno smejati. Ne, sploh ne, ampak že tam malo topline. Stojiš v vrsti pred blagajno, kakorkoli, koliko je čisto drugačen dan, če se ti nekdo malo nasmehne. Tako. To je prvo pravilo, ki bi ga vsakmu svetovala in rekla, že zdaj je ta trenutek, ko boste šli med ljudi, imejte občutek, kako vas ljudje vidijo. To se mi zdi, da je res zelo pomembno. Pa spet ni to, ali ste jim všeč, ni to pogojevanje z všečnostjo. Meni recimo lahko kakšen res gospod čez 80 let polepša dan v trgovini, ko bo, ne vem, nasmejan, pa me bo kaj ogovoril, pa me ne ogovori zato, ker ne. Bi tako to osvajati. Tako, ampak ti malo zagrmali z mano. Recimo, si pač polepšamo dan. Ja, tako, pa koliko malo je treba. Tako, hkrati je tukaj še ena stvar, ki mi potem kdaj kdo reče, ja, a pol, se pravi, ti tudi, ki si slabe volje, ali pa konec koncev lahko se nam v življenju zgodijo tudi tragične stvari, ki niso potem absolutno ne situacije takšne, da se bomo pa kar smejala. In jaz vedno rečem, ne, to ne pomeni, da zdaj pa jaz takrat pričakujem, da se morate pa vi vsi smejati. Ampak je pa zelo pomembno, ali smo mi zaradi neke takšne izkušnje, bom rekla, nesramni do drugih in nespoštljivi, ali pač nimamo razloga ta trenutek za srečo in smeh, ampak ohranjamo pa to neko spoštovanje. To se mi zdi ključnega pomena, ne glede na to, koliko smo si različni, kakšno mnenje imamo, starost, spol, bom rekla, versko prepričanje. To spoštovanje sočloveka, to se mi zdi, da je tisto, kar pa res tudi v odnosih, enkrat, ko spoštovanje gre, to je tisti prvi korak, pol gre zaupanje, pol gre občutek varnosti in tako naprej, kar domine naprej. Mislim, roko na srce, če ti nekoga spoštuješ, mu zagotovo ne boš rekel grdih besed in ga pošiljal v tri krasne. Tako da to je definitivno ena stvar. Druga stvar, ki bi jo svetovala vsem ta trenutek, je ravno ta kritika, ker se mi zdi, da na tej kritiki še vedno smo kar mečkano... Ne gre najboljš. Ne, včasih nam res ne gre najboljš.
Dajte jo jemati kot povratno informacijo, nehajte jo jemati kot kritiko. Če vam doma partner ali partnerka reče, kaj ne da meni lep primer, joj, spet nisi zalila vrta, ali pa ne vem, zlikala srajce, ne? To ne pomeni, kako si grozna, nič ne narediš prav, od tebe nič ni in tako naprej. To samo pomeni, da pač nisi zalila vrta. Ja, včasih si res Ne. dramo naredimo. Ja. Smo v trenutki, ko smo mogoče tudi mi preobremenjeni, potem vse spotenciramo. In dajmo si priznati, ja, res ga nisem zalila, ja, nič hudega, saj bi ga lahko tudi ti, pa ga nisi nič hudega, ga bomo pa zdajle, a ne? Velikokrat gremo pa v obrambo. Ja, obrambo, v drug napad, ti tudi ni leta 1870 v Tako, prejšnjem tako. življenju, si Peteršilj pozabil. Ja, mislim, velikokrat se Ja. pol, v bistvu, ker Branimo. vzamemo to kot kritiko, osebno kritiko, Mhm. ne pa dejstvo, da ni vrt zalit, se potem počutimo seveda nelagodno in zdaj to nelagodno pa našemu telesu ni Ja, ok, seveda da ne se tako paše, ja, počutimo, ne, seveda. in dajmo kontra in tako nastanejo konflikti. A ne, tudi recimo doma, dajte doma povzemati in preverjati, a ne. Spet nisi zalila vrta. Aha, čakaj, a ti zdaj misliš, da jaz spet nisem zalila vrta? Mislim, spet, pač nisi ga. Aha, se pravi, sicer ga, ampak včeraj ga nisem. Ja, to sem mislil. Ja, saj ga bom. Vsi roko na srce, Ne. se smo veliko krat ohlapni s svojimi besedami. Tudi Mislim, ko ta se beseda recimo- spet v tem primeru Ja. lahko naredi, Veliko škode, nekdo je izgovoril tako nič slabega, ja, mimogrede. mimogrede, ja. Se mi zdi tudi afirmacija, kolikrat smo tudi tam recimo šlampasti Mhm. in potem se čudimo, da se stvari čisto drugače obrnejo. Ja. Tako da natančnost pri izbiri besed tudi. Kar se tiče pa javnega nastopanja, se pravi to, da je pa treba spregovoriti pred širšo publiko in tako naprej, tam bi pa jaz v prvi vrsti rekla, da se je treba majčkeno pogovoriti sam s sabo, v smislu, da ne dajemo tako velike teže takšnim dogodkom. Kaj pa v primeru, da se ti sogovornika bojiš? Recimo imaš grozno taščo, ful se jo bojiš, šef v službi, nekdo, kogar si ne upaš reči niti dober dan, pa potem bi zdaj šel povedati, da ti ne vem, v njegove župe, ko je tašča skukala, ne bi jedel. Bod ti zdaj letašča, Ojoj. ali pa šefica, kakoli hočeš. Ja? In Ja, zdaj Eva si Ljubica skuhala- leto dobro govejo župo. A tako prijazna tašča si. Glej, dokler ne boš rekla, da ne boš jedla. Okej, se pravi, to je zdaj goveja juha in ti si goveja tašča. juha, ja. Joj, Marjanca, res cenim, da ste skuhali spet to govejo juho, res se vsako nedeljo se tako lepo potrudite, ampak jaz upam, da mi ne boste zamerali nič osebno, ampak veste, jaz bi jo danes raje spustila. Kaj pa če ti za sabo dam? Ja, to pa lahko. Kaj To pa bo- če bi jo sam malo? Daj eno žličko pojej. Veš kaj, A to je dobro zate, le koliko si suhcana, no. hvala, res Pa cenim jaz ta sem trud. delala, cel dan sem delala, cel dan sem se trudila in Cel tole dan. ste nehvaležni pol mladi. Ja. Cel dan ste se trudila za govejo Seveda, juho. goveja župa se pa ja, to pa viš vi pomladi ne veste. Goveja župa je treba zjutraj dati kuhati, pa počas verjetno. Vse nekaj ne hitro tako, kot bi zdaj na Vse to, vrečke. ja, mi smo res na hitro narejeni, se zato pa jaz še to toliko bolj cenim, res cenim vaš trud in dejstvo, Zdaj da... pa nisi pojedla, kako Res ga ne ceniš, morem. če ga nisi? Zato, ker se to, da jaz poskusim to juho, res ne moreva, to ne more dajati teže, a jaz cenim ali ne. Jaz res cenim in otročki bojo zdaj noro veseli, da bojo to juhco pojedli. Janez tudi, ki mu jo bom popoldne še domov prinesla, ampak jaz pa res ne morem. Bom drugič, prav? A Hvala. zdaj to mi je všeč, ko se veš, nisi šla ven iz čustvenih neenih. Zdaj sem malo sicer se tudi pohecala, no, nisem Ja, šla, saj tudi jaz. nisem zdaj bila čist, ne, zdaj če bo to kdo gledal, pa preko pa tako To ni bil zdaj nek študijski Ne, primer. ni ja. bil študijski primer, ker se tudi z Lili predolgo poznava, pa je bilo malo preveč smešno, ampak ja, hočem reči, da Ti se hotela biti reči, a Janez misli, da se dala pri sinu. A kot Marjanca mi je rekla. hočem reči, da pač naj nam ne bo nerodno imeti svoje mnenje in izraziti svoje mnenje na spoštljiv način. A ne? In jaz velikokrat rečem, da marsikakšen konflikt bi zajezili, če bi znali na tak način, ne zdaj čistak, ampak takega, kot ga učimo. Ne? Recimo tukaj je bil lep primer. Cel dan sem se matrala, vi to sploh ne cenite, a ne?
se pravi, tukaj bi marsikdo že lahko šel, pa kaj ne cenim, no, zdaj pa res že malo delaš dramo, vse je super fino, no, zdaj, če bi vikala, bi bilo lepše, ampak a ne hočem reči, da bi že bil malo napad. To, kar nam gre skozi misli. Ja. Če pa jaz povzamem, a ne, in rečem, joj, res, cel dan ste kuhali to govejo juho, res ste se potrudili, pa jaz v bistvu dajem tebi občutek slišanosti. Ker ponavadi je itak tako, da ljudje to delamo zato, ker kričimo, daj me sliš. In ponavadi ona nasprotna stran, ne da ne sliši, ampak ne sliši na način, kot bi si mi želeli biti slišani. In tukaj jaz priznam, da mene ta pogled komunikacije res zelo veliko dala moja mediacija. Jaz sem pač naredila certifikat iz mediacije in v času šolanja takrat sem jaz mogoče naredila večje premike, kot pa prej v 20 letih medijske kariere. Zato, ker tam pa res greš na to, biti slišan, kako povedati, da boš slišan in kako slišati sogovornika. In tudi zdaj vidim, koliko mi to, recimo pri pogovorih, ki jih jaz snemam, pomaga. Da slišim sogovornika, kaj mi je povedal in vem, kaj ga vprašati, ne pa da imam na papirju 20 vprašanj in to je to. Eva, kje te najdejo vsi tisti, ki bi si želeli tvojega znanja, tvojega coachinga? Najdejo me lahko na spletni strani evacimbola.si, na Instagramu Evacimbola, sej ni tako težko. Težko te bomo palili, res je. Prostore imaš pa v Ljubljani. Ja, to sem pa v Ljubljani, blizu Železniške, tudi tako, da imam zdaj kar nekaj. Tudi če pridete iz oddaljenih krajev, železnica, avtobusna sta blizu. Res imam zdaj 3 takšne, ki se z vlakom pripeljejo. Tako da nekaj je lahko tudi online, jaz imam sicer res pri teh paketih, ko gre za kakšno nastopanje, rada, da smo v živo, ker ogledalo in ostale stvari delajo čudeže, ampak te neki začetki so pa lahko tudi online. Kar se tiče delavnice, pa itak bolj kot ne povpraševanje preko spletne strani ali pa maila. Pa pridemo v podjetje malo pogledati, kako komunicirajo. Torej, če vidite tam pit kavo za vogalom, veste, zakaj se gre. Veš, to ti moram povedati, se mi je zadnjič zgodilo, da sta 2 podjetja zelo blizu. In sem bila najprej v enem in potem čez kakšnih 14 dni še v tem ta drugem. In ko sem prišla v tega ta drugega, ker ponavadi ne pove šef ali pač nekdo, zakaj jaz pridem. Ponavadi pridem kao malo na sestank. In ko sem prišla v to drugo podjetje, že ko sem stopila noter, je bilo, dober dan, Eva, kako ste, vsi so bili nasmejani. Vsi so že vedeli, obrazno jogo smo delali že zjutraj. Nekaj nokleo pa težko, niso narediti, da so že vsi pripravljeni. Ampak smo vsaj najdeli. Ampak si videla, kaj lahko dajo od sebe, maksimum, ko damo v strud ven. Ko vemo, da nas nekdo opazuje. Predvsem je to pokazatelj, da se da, če želimo. Absolutno, da znamo, če hočemo, se temu reči. Tako. Eva, hvala ti za tvoj čas, pa za vse tvoje nasvete. Vam pa želiva en lep dan še naprej.